Spoštovani minister, se poslušava, pa se očitno ne slišava. Če se navežem na gospodarstvo, od koder prihajate. Ukrepi v gospodarstvu se sprejemajo na osnovi analiz, na osnovi nekih podatkov, ne na osnovi intuicije. In če vam navedem par nelogičnosti, katerih pač jaz ne razumem, pa verjamem, da še kdo ne. Recimo prepoved prodaje alkohola v gostinskih obratih. Se pravi, hrano se lahko kupi za seboj, alkohola ne. B2B poslovni sestanki, to ste omenili, ne. Če se sreča 10 oseb, ki so podjetniki, poslovni partnerji, gredo lahko v gostilno na malico. Če bi se srečalo teh 10 istih ljudi, pa ne bi bili podjetniki, se ne bi smeli srečati. Kar pomeni, da se možnost širjenja virusa veže na pravni status osebe. Popolnoma nelogično. Ne vem, v preteklosti, ko smo imeli lahko zadruge odprte, trgovine z gradbenim materialom pa ne. Ne razumem, popolnoma nelogično. In moje vprašanje še enkrat, gospod minister, je, ali imate neke konkretne analize, ali se dejavnosti odpirajo oziroma zapirajo po občutku, arbitrarno.